zapuščeni otroci ponarejene pandemije in sicer, ko prevlada pokvarjenost, sledi tesnoba. Ne samo pri nas, ampak predvsem so posledice pri otrocih. No, poglejmo na razvoj pandemičnih dogodkov z mislijo na izkušnje otrok. Predvsem o tem bomo danes govorili. Poznamo veliko negativnih iztočnic. Ako jih vidimo zaporedno v sekvenci, je tragedija ogromna in naš izziv oziroma poslanstvo staršev, starejših ali pa z izkušnjami povsem jasen. Ko se je bližal temni oblak, se vsi spomnimo zlovešče pandemije, so potencialno grožnjo še poslabšali ogrožene medicinske ustanove ter dvoličnost vlad in množičnih medijev. Oblasti so svoj odziv oborožile brez popolne ocene nevarnosti ali ciljev. Neutemeljeno zganjanje strahu in prazna zagotovila so razburjala že tako ali tako obstoječe motnje. Skratka, želeli so odpihniti pandemični nemir zato, da bi upravičili izkoriščanje javnosti. Zaradi skritih načrtov je bil izvor virusa prikrit. Jaz se spominjam, ko smo pisali na Ministrstvo za zdravje in v vlado, so nam odpisali pred v začetku, da ta virus ne obstaja, da virusa niso odkrili in da ni znanstveno potrjen. In glede na prirejanje v nadaljevanju statističnih podatkov je malo znanega o tej dejanski virulenci patogena, ki je kriv za neizmerno trpljenje vseh nas, posebej otrok, ljudi in starejše populacije državljanov. Jaz sem odkril skozi vsa ta leta, vse, kar sem prebral, so ti farmacevtski velikani z veliko hitrostjo vstopili v neko in oportunistično trdili, da bodo zagotovili vse, kar je potrebno za odpravljanje širjenja nevarnosti virusa ubijalca. Govorilo se je povsod. Da bi utrdili svoj tržni položaj, so se zanašali na neutemeljeno splošno razširjeno konvencionalno modrost, da sta sodobna znanost in biomedicina edina, ampak res, znanost in biomedicina edina rešitev za ublažitev katastrofe za zdravje ljudi, ki se je približala, ki so jo mediji tako slavnostno opevali. Cepiva so varna in zanesljiva, se je slišalo iz vsakega kotička medijske vseprisotnosti. Pooblaščenci Big Pharme so naključno spodbujali lažno pripoved, ki pretirava s tveganjem boleče bolezni zaradi virusa in povzročenih smrti. Zavezniške sile v politiki in korporativnih novicah so vztrajale, da so obvezni ukrepi in zapore absolutno potrebni, dokler se ne pripravi, razdeli in obrizga novo, kot vemo vsi, nepreizkušeno cepivo. Manj huda poročila so napovedovala, da se pojavlja močan sev gripe in da bi lahko bil nevaren za starejše ali za tiste z že obstoječimi boleznimi. Kot odgovor na to obvladljivo svetovno zdravstveno krizo je bila javnost zavedena, da je mislila, da je v veliki nevarnosti in da je edina učinkovita rešitev hiter razvoj še danes nepreizkušene biotehnologije na ljudeh. Speed of science se je slišalo iz Evropske unije, ko so zaslišali gospod Smol, oziroma hitrost znanosti so imenovali ta postopek kot opravičilo, da cepiva sploh niso preizkušena. No, zaskrbljujoče je dejstvo, da so bili koristni in resnično preventivni ukrepi zaničevani, prej zanesljiva zdravila pa ocenjena kot neuporabna in redka. Tisti na oblasti so izdali nelogične, sovražne in uničujoče ukaze. Vsi se spomnimo, kakšni so bili ti odloki, ki bodo odmevali po moji oceni še generacije. Tudi ko so razkrite podrobnosti napak, odgovorni zavračajo škodljive posledice svojih neučinkovitih protiukrepov. Mi nismo nič krivi, mi smo vam hoteli dobro.
Kaj so imeli v mislih, pa v ozadju, pa vsi vemo. Torej gre za totalno polomijo COVID-19, gre za prevaro, ki smo jo ljudje odkrili in je razkrila stopnjo, do katere zlonamerne taktike vodijo v nestabilnost in vsesplošno škodo. Nikjer ta učinek ni tako intenziven kot pri otrocih. Njihove izkušnje v zadnjih nekaj letih ponujajo okno v disfunkcionalno stanje človeštva. In vsi smo bili priče, kam je ciljala vlada, na ranljive, na starejšo populacijo in predvsem na otroke. Starši, raziskovalci in psihoterapevti so se hitro zavedali, kako otrokom škoduje, ko so naredili omejitev gibanja, samoizolacijo, se spomnite, masko, kemično čiščenje rok, zaprtje šol in da ne naštevam. Torej, škodljive politike so močno prizadele osnovno potrebo po verbalni in neverbalni interakciji. Mnogi majhni otroci ne upajo govoriti zaradi prikritih obrazov okoli njih. Zavrt je na tak način razvoj govora, komunikacije. Odrasli, šolski sistemi in vlade so uničili generacijo z omejevanjem dihanja in uničili bistvo komunikacije. Se spominjamo prisilnih diktatov, ki vzbujajo strah in so ob hkratni izolaciji in odtujenosti pospešili degradacijo krutega okolja, kjer se individualnost odvrača ali se izogiba. Samovoljni ukrepi so se podaljševali iz tedna v teden in meseca v mesec in iz leta v leto. Se spominjate, en teden, 14 dni še potrpimo, so govorili na začetku. Samo še en teden, samo še 14 dni. In to je že trend, ki je prej povzročal čustveno škodo. Pojavilo se je grobo antisocialno vedenje, ki se stopnjuje že sedaj več let. Sramovanje in ustrahovanje sta komponenti, ki sta se v tem času, ne vem, normalizirali. Naredili so problem in zdaj seveda vztrajajo pri teh problemih, ki nimajo nobene veze z realnostjo. Kljub poskusom, da bi jih zadušili, so eni ljudje še vedno pod temi pritiski. V prizadevanju za prilagajanje vedenja zaradi boja proti virusu je postalo ustrahovanje na vsak način sprejemljivo za uveljavljanje pravil in omejitev ter na koncu podvrženi poskusnemu režimu cepljenja. Strah, 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 pred boleznijo, 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 cepi, cepi, cepi kot rešitev. To norost so nas splošno dopuščali in izvajali z nebrzdanim dogmatičnim prepričevanjem, pazite, brez možnosti diskusije in brez ugovora. Jaz se spomnim, kako je to bilo. Včeraj, oziroma predvčerajšnjem sem prebral na Facebooku, dr. Andraž Teršek je pisal o WHO-ju na IUS-info in ko je objavil članek, so mu ga izbrisali in mu prepovedali vstop, da bi kadarkoli še svoje pravne eseje objavila v IUS-info. Se pravi, brez možnosti diskusije in ugovora pri debati zaradi cepiv. Mediji s preglednim izkazovanjem spoštovanja še naprej ponavljajo predpisano pripoved in predvajajo poslušnost brez etičnih pomislekov. Cilj je, kako bi temu rekli, totalna javna indoktrinacija, ki je bilo enostavno izvesti prek obsežnega in invazivnega tehnološkega omrežja. Prekomerna količina časa preživetega na telefonih in računalnikih je močno prispevala k destabilizaciji družbe in to se je vleklo že kar nekaj časa. Spominjam se zelo intenzivno, ko je leta 2007 prišel prvi iPhone ven, zdaj smo 2022, v vseh teh letih smo postali ljudje zombiji, ko hodimo po cesti in bulimo v zaslone. Digitalni zaslon sam po sebi ni tisti,
ki bi škodoval otrokom razvoju ali dostojanstvu, ampak glejte, dvodimenzionalne podobe dajejo iluzijo zaupanja, vredne intimnosti in to je le lažen občutek stika z drugimi. Torej, pomanjkanje neposredne interakcije pogosto sproži občutke neustreznosti in zmanjšuje lastno vrednost. Človek postaja praktično dobesedno robot. Glejte, otroci so pogosto postavljeni pred zaslon, preden lahko govorijo, preden sploh še govorijo. Najstniki klepetajo ali objavljajo na družbenih medijih vse mogoče po ves dan. Odrasli le redko preživijo dan brez vpliva iluzornih ali motečih informacij iz zaslona, TV-ja in drugih naprav. Zaradi splošne zasvojenosti ljudje s komunikacijskimi napravami je potencial za prodajo izdelkov in širjenje laži neomejen, brez kakršnih koli znakov, ničelnih standardov resnice. Cunamija objav, promocij, tweetov, govorov, navodil in opozoril. Vsi so vztrajali, da je pandemija velikanska eksistencialna grožnja skozi te kanale. To strašno sporočilo se je ponavljalo povsod, da bi zagotovili skladnost. Povsod so isto poročali, pa ne samo v eni državi, ampak kamorkoli si se ozrl, je bilo povsod vse enako, vse je bilo sinhronizirano. In vsi morajo dosledno spoštovati diktatorska pravila, brez dvomov, brez diskusije in brez kakršnega koli vprašanja. Kdor je karkoli vprašal ali podvomal, je bil takoj teoretik zarote. Ali je zapisal drugačno mnenje? No go. Večina ljudi, glejte, v tem času je bila že dolgo pripravljena in ranljiva za te tiranske samo pravičniške izjave internetnih ponudnikov. Dolgo so nas trenirali, po domače povedano. Retorika in vsiljena izolacija sta povzročili večjo stopnjo ločenosti med vsemi. Utrdilo se je vzdušje tako imenovane samodejne privolitve. Do you consent, strinjam se, inštaliraš aplikacijo, strinjam se, povsod vse smo se avtomatsko strinjali in ta avtomatizem so vadili na nas nenehno. To podpira napačna prepričanja, dragi moji, da posamezniki nimajo nadzora nad svojo usodo, da pač ponudnik ima vedno prav in se pač z njim strinjam zelo nekritično. Glejte, gre za nedopustno zavajanje, za nedopustno vzgojo in za izvajanje nesamostojnosti življenja. In popustljivo prebivalstvo, ki je bilo ločeno od narave in ustvarjalnosti, v tem smislu je izgubilo vso zdravo pamet pod vplivom smešnih in nelogičnih ukrepov ter kontraproduktivne samoizolacije. In to je rezultat, ki smo jim priča v šoli, v zdravstvu, državnih ustanovah, veleprodajnicah, na cesti. Mislim, ljudje grejo še v naravo z masko, še vplavat grejo, tako imajo sprane možgane. In glejte, v tem smislu so bili tudi starši odvrnjeni od skrbništva. Fasada pretirane globalne krize jih je zavedla v viktimizacijo lastnih otrok. Moraš se cepiti, moraš dati masko gor, moraš to, moraš ono. Šlo je za stalno, odkrito pripravljeno zavrniti ali ignorirati nepotrebno trpljenje otrok in to razkriva radikalen odmik od naravnega instinkta in občutljivosti. Neracionalni in nemoralni odzivi strani izvoljene vlade na pandemijo pa še naprej spodbujajo to uničujočo, ponavljajočo stisko. Zdaj v nadaljevanju bom spregovoril par besed o dodajanju poškodb k zdravju. Ko je grožnja smrtonosne bolezni zasenčila vse običajne stvari, so številni dojenčki in malčki intuitivno začutili nepovezanost s starši in vsakršnokoli drugo nevarnost, kar se je odražalo na strahu in osebnosti njihovih staršev. Se pravi, starši sami zaradi strahu in kako bodo preživeli vsakdanji dan, so ta strah avtomatsko na otroke, na novorojence, na polodrasle adolescente prenašali. Vse to je doma odsevalo grozo in strah pred nepredvidljivo prihodnostjo.
A veste kaj, otrok ne razume. Otroci ne razumejo, zakaj se je njihovo življenje tako temeljito spremenilo. Še posebej, če nevarnost ni jasna ali nevarnost vidno ni prisotna pri tistih, ki so že toliko starejši, da to realnost ali pa ta svet dojemajo. Pri novorojencih, ki so pa zdaj stari 3 leta, pa so živeli z masko, pa sploh ne vejo, kako je bilo prej. Torej, ukazano jim je bilo, da upoštevajo odloke vlade, ki so spremenili njihovo vedenje v domovih in v skupnostih. Mladi pa se še naprej počutijo nemočni, primerno so zmedeni in zaskrbljeni zaradi okolja, ki je padlo v hudo neravnovesje. In to neravnovesje je sproženo naklepno, namerno. Glede na omejitve svobode zaradi pandemije se je veliko otrok spraševalo, ali bodo kdaj našli varno mesto v množici grozečih in nevarnih tveganj, ker so jih obkrožali represivni ukrepi, vključno s fizičnimi ovirami, socialnim distanciranjem in zaprtjem šol, jim je vse bolj škodovala nezmožnost osebnega razvoja in ohranjanje prijateljstev. Zdaj, če se še malo ozremo nazaj, zapiranje in omejevanje sta uničujoči psihološki stiski, ki sta bili vsiljeni otrokom, pa ne samo otrokom, vsem nam, za vse nas je bilo to novo. Pretiran in obsesiven nadzor vodi v anksioznost, vodi v depresijo in antisocialno vedenje. Avtoritativna ureditev, bodisi strani staršev, bodisi strani učiteljev ali same vlade, ministrov, zdravstvenega sektorja, povzroči izgubo moči, kar poslabša že tako agresiven in samouničevalno vedenje mlade populacije. Posledice tega napetega ozračja pa šele začenjajo prežemati svet in dodatno razkrivajo napačne odločitve politikov in protokolov. Bodite pozorni, kar bom sedaj povedal, kajti število umorov otrok v zadnjih desetletjih se vztrajno povečuje. Je med pandemijo strmo naraslo. Umor, pazite, ne bolezen ali prometna nesreča je eden glavnih vzrokov za smrt številnih otrok, ki so se znašli pred nerešljivo stisko. Naravne omejitve in izolacija so prav tako v veliki meri odgovorni za pogostnost najstniških samomorov. Poročila potrjujejo, da je pandemija COVID-19 še močno povečala število mladostnikov, ki so si vzeli življenje. Spominjam se, pred 2 leti mi je prišla v roki VHS študija, kjer so prav pripravljali psihologe in podobne profile profesionalcev, da naj se pripravijo, kajti stiske otrok bodo velike. Zgleda, da so to vedeli, to je vse v pripravi. In glejte, samo poškodovanje je največje merilo obupa in brezupa. Tisti, ki so povzročili in spodbujali nesmiselne ukrepe zaradi pandemije in karantene, so soodgovorni za ta tragični razvoj otrok, ki se tako tragično konča. In o tem bomo danes še govorili, predvsem o odgovornosti vpletenih in o možnosti odškodnin. Mislim, iskati odškodnino zaradi tega je res huda stvar, ker ti gre še naslednje pol življenja samo, da dosežeš poravnavo, če jo sploh dosežeš. Ampak znotraj grozljive in namenske destabilizacije promocija cepiv prerasla v odkrito prodajno kampanjo z neizprosno ponavljajočimi se trditvami, da so varna in učinkovita, so bila cepiva razglašena za edino rešitev. Sprva so jih vsiljevali tistim z ogroženim zdravjem in starejšim, vendar so bile razmeroma hitrem zaporedju tarče prav vse možne skupine, od uradnikov do delavcev, do zaposlenega sektorja. Celo na nosečnice so se spravili na novorojence. Ta ogromen pritisk, da se cepijo vsi, je na koncu vključeval, tako kot sem rekel, predvsem in tudi otroke. Tudi utemeljitev je bila izmišljena, podobno kot trditve o varnosti in učinkovitosti. Vmes povem, kar bom pokazal danes na prosojnicah, ki bodo sledile potem po tej kratki predstavitvi, kjer smo cirka zdaj na dobri polovici,
Vam povem, da ko sem jaz tole videl, mi je film padel dol. In vse to, kar zdajle govorimo, je pot, ki vodi do tja, do tega prikaza, ki sem ga za vas pripravil. Glejte, cepiva proti covidu, vsi vemo, niso bila sposobna zaustaviti širjenja bolezni. Če je sploh šlo za bolezen, ker je to bila bolezen v glavi, to je bila bolezen iz televizije, iz računalnikov. To je bila bolezen, ker je bilo rečeno, vi ste bolani, rabite cepiva. Kaj lepšega zdravemu človeku prodati farmacevtski izdelek? Fantazija. Fantazija. A ne? In prav tako je verjetno, da bodo prejemniki postali dovzetni za virus in njegove simptome, če to slišijo. To razkritje samo po sebi kaže na dvoličnost in nevarnost kampanje za cepljenje odraslih in za cepljenje otrok. Ker imajo mladi veliko odpornost na vse bolezni, so bolj ranljivi za muhaste in škodljive posege družbe, ki je izgubila osnovno in naravno razumevanje dobrega zdravja. Rutinsko cepljenje zdravih dojenčkov in majhnih otrok temelji na napačni domnevi, da lahko medicinska znanost ustvari zvarke, ki ojačajo kompleksno in čudovito moč naravne imunosti. Rekli smo, da imajo mladi veliko odpornost na vse bolezni in rutinsko cepljenje zdravih dojenčkov in majhnih otrok temelji na napačni domnevi, da lahko medicinska znanost ustvari zvarke, ki ojačajo kompleksno in čudovito moč naravne imunosti. Tako da, ko se govori o tem, je prav, da smo pri svojih otrocih previdni. Ker kljub absolutni trditvi, da imajo otroci prirojeno zaščito pred COVID-19, jaz pravim, to je TV bolezen, je zasnovana in razširjena manipulativna grožnja. Najbolj grozljive dezinformacije so trdile, da lahko necepljeni otroci brez simptomov širijo bolezen in so tako odgovorni za bolezen in smrt svojih babic in dedkov. Ta grozna izmišljotina, ki so jo starši slepo sprejeli, je bila pravzaprav uničujoča. Je prevara, je nemoralna kršitev, motivirana z ambicijami neodgovornih državnih šarlatanov in dobičkarjev. Ne morem drugače reči, ker je to res. In to se vidi. Kampanja za cepljenje otrok, ki je v teku, ne temelji na logiki ali znanosti, a to močnim in pohlepnim ni pomembno. Ko je cepivo za otroke odobreno, so proizvajalci, to vsi vemo, kako zaščiteni pred zahtevki odraslih, ki so poškodovani zaradi cepljenja. Ta odškodnina je med obsežno prepletenostjo zakonov in njihovih statutov, ki varno ščitijo finančne interese Big Pharme, tako močna, da je pravzaprav bulletproof. Ampak počasi se tudi to načenja. V različnih državah padajo različne tožbe in danes, če ste bili pozorni, ko sem poslal vam vabilo, se v Švici nekaj takega dogaja. To se pravi, 6 poškodovanih ljudi je preko odvetnika vložilo najprej tožbo na sodišče. Sodišče je gladko zavrnilo, zato so se odločili, da bodo naredili kazensko ovadbo odgovornih, ki so lagali ljudem in jih zavajali, da je cepivo varno, da je cepivo učinkovito in zahtevajo takojšnjo prepoved in umik vseh teh cepiv, ki škodujejo zdravemu imunskemu sistemu, oziroma so sploh nekoristna. Torej, ni težko razumeti, da je tveganje v primerjavi s koristmi nadomestilo brezvesten standard. Ta standard pravi, minimiraj korporativna tveganja in s tem povečaj denarne koristi. Se pravi, Big Pharma se pravno tako zaščiti, da si vsa tveganja zaščiti, ampak za ljudi pa jim ni važno. Redkim ob veliki izgubi zdravja ali bližnjim v primerjavi s tistim, ki so te cepilne strupe brez pomisleka ali ustrezne obveščenosti strani zdravnikov sprejeli, v telo je uspelo priti do odškodnin, če sploh. Spodbujanje strahu za ohranitev nadzora ali dobička kaže na prezira vredno miselnost goljufa. Prav ste slišali.
Obvezna cepljenja otrok prikazujejo neusmiljeno delovanje močno ogroženega sistema. Barbarski in podkupljeni vladni uradniki, ki uveljavljajo to agendo, so odkriti sozarotniki, ki danes že kar odkrito sodelujejo s proizvajalci cepiv. Časopis napišejo, koliko je vlada od Big Pharme kupila, koliko davkoplačevalskega denarja bo šlo, brez diskusije, brez debate, brez javnega vprašanja za ljudi, ali se to potrebuje ali ne, ali je potrebno ali ne. Pandemije se ustvarjajo kar sproti in gledajte, ob vsem tem naši otroci to gledajo, poslušajo in ostanejo povsem nemočni, da bi se branili pred to psihološko spodbujano paranojo in nerazumnim vztrajanjem vlade, uradnikov, staršev, učiteljev, da se morajo cepiti. Nepotrebna in potencialno škodljiva cepiva se naprej slepo odobravajo in brizgavajo v zdrava telesa dojenčkov in mladostnikov. O tem bomo danes še govorili. Otroci prepoznavajo v bližini staršev starševsko neodločnost in starševski nered okoli sebe. Dobro se zavedajo, da tisti, pri katerih so iskali stabilnost, izgubljajo vsak videz samoodločbe. Starši so izgubili sposobnost samoodločanja, zdrave perspektive, pregled konsenza, je dobro zame, ni dobro zame, kaj mi ponujajo, nihče se ničesar več ne vpraša. Ko je enkrat osnovna odgovornost odraslega človeka izničena tako daleč, da več ne more zaščititi in nahraniti otroka, postanejo prizadeti vsi vidiki zdravja in predvsem življenja. Otroci so osamljeni in nezaščiteni pred prihodnjimi krizami, ukrepi in družbenim redom ali neredom, ki je izgubil vsakršno razumevanje, kaj je pomembno za njihovo dobro zdravje. 72. člen Ustave govori o zdravem okolju, ampak to je samo napisano. Zdravo okolje za državo je cepite se, cepite se, cepite se, kot da na svetu ne obstaja ničesar drugega več. Danes prav otroci nosijo največja kratkoročna in dolgoročna, predvsem dolgoročna bremena. In kje so tolerance te zlorabe? Poglejmo toleranco. Torej, odziv na pandemijo tudi poudarja, kako se družinski odnosi poslabšujejo z izgubo samozavesti in z neupravičenimi zunanjimi pritiski. Čeprav trenutno ozračje dramatično razkriva ta neuspeh, je pomembno razmisliti, mislim, da je vredno razmisleka, kako je starševstvo postalo izjemno problematično, zelo problematično, najbolj problematično. Vsi smo bili otroci, tudi jaz, pa tudi ti. In današnji otroci bodo jutrišnji odrasli. Naše otroštvo ostaja v nas kot močan vidik zgleda naših predhodnikov, vzgoje, samoizobraževanja, celotnega sistema. In zgodnje izkušnje v veliki meri določajo, kaj dopuščamo in nas usmerjajo pri usmerjanju malčkov in najstnikov v njihovo bodoče življenje. In to razumevanje osnovne dinamike naših zgodnjih let nam daje večjo perspektivo pri sprejemanju odločitev. Mi se moramo naučiti samoodločbe, kritično se odločati v določenih trenutkih. Ena napačna odločitev lahko te stane 10 let življenja, zdravja ali pa celo smrt. S priznavanjem napak tistih, ki so nas vzgajali, in izogibanjem tem lastnostim, vsaka nova generacija, dragi moji, teoretično postane bolj sposobna živeti po etičnih načelih z več modrosti. Tako naj bi bilo. Toda danes prevladuje antitetičen, škodljiv vzorec, pogosto zanemarjen ali zlorabljen otrok brez posredovanja odraste v prej kot rednega, kako bi rekel, nemarnega ali zlorabljenega starša. In kultura, ki dovoljuje zlorabo v kakršnikoli obliki, vzdržuje agresivno, samoopravičujočo, sovražno silo v svetu. Težko
bo svet to popravil, a vendar upam na najboljše. Za zaključek tega besednega uvoda bi povedal, kakšen naj bi bil boj za povrnitev razuma in harmonije, in tak boj se zdi zastrašujoč, ker konec koncev se borimo proti norosti. Dobesedno proti norosti. Kljub eksistencialni grozeči motnji je vzorec mogoče razbiti, vsaj jaz mislim, da ja. Trenutni trendi niso odpravili osnovnih znanj in starodavnih modrosti, ki so bistvenega pomena za vzgojo zdravih in veselih otrok. Torej, mi starejši še vedno imamo to v sebi, kako naj bi bilo, kako mora biti, da se ta modrost prenese na otroke. A vendar, če jih bomo prepuščali okolju, šoli, vrtcem, državi, bo naš uspeh se prej kot ne izjalovil. Tako da je treba nekaj narediti z tega vidika. Glejte, dojenček, ko se rodi, hrepeni po stiku, toplini, naklonjenosti. Od trenutka, ko dojenčki zapustijo neprimerljivo varnost maternice, iščejo komunikacijo in iščejo povezanost, toplino, stik in tako naprej. Tisočletja je večina domorodnih kultur nenehno nosila in držala svoje dojenčke in spala z malčki v isti postelji. In tako vzpostavila čustveno varnost takih otrok za vse življenje. To so odrasli v samostojne, odgovorne ljudi in so to prenašali naprej. Ta začetna negovalna vez je temelj pripadnosti in lastne vrednosti. Drugega ni. Če tega ni, potem ostane samo še robot. Moč in ravnotežje se prepletata skrbno, vestno bližino. Tisti, ki skrbijo za dobro počutje dojenčka in dajejo brezpogojno ljubezen, so vir vitalnosti. Sodobna civilizacija pa je zasenčila to preprosto znanje v korist uporabe vrste škodljivih farmacevtskih izdelkov, vključno s cepivi, formulami za dojenčke in denaturirano hrano. Tehnologija je uzurpirala intimnost. Stalni izziv vzgoje zdravih otrok so navidezno ti izzivi neizprosni, za nas težki, zahtevajo samoodpoved, vendar je prilagodljivost mladostnikov neverjetna. Na primer, če so prezgodaj rojeni otroci zaščiteni v inkubatorju, brez primernega stika in so deležni kasnejše naklonjenosti, lahko postanejo vesela, celo človeška bitja. Kljub najzahtevnejšim okoliščinam in dogodkom imajo ljudje vseh starosti ogromno odpornosti. Vedno obstaja ustvarjalna in sočutna pot naprej. Treba je samo odkriti, kje so napake, errorji in kako jih popraviti. Uspešno starševstvo je izvedljivo s podporo prebujene krepostne skupnosti. Žalost, tesnobo, depresijo in telesno bolezen pri otrocih je mogoče zmanjšati z upiranjem in odpravljanjem pritiskov napačno usmerjenega družbenega reda. Če bodo škodljivi vplivi zmešane kulture prepoznani kot taki, jih bomo omilili in jih bodo omilili instinktivni, premišljeni posegi. Take posege lahko naredimo pa pred otroci samo starejši z več izkušnjami. In to je bistveno. Če ima človeško življenje kakršnokoli upanje, da se bo razvilo onkraj konfliktnega, sovražnega in agresivnega stanja, v katerem se trenutno nahajamo. Naš grozeči položaj, ki sem ga sedaj opisal, se včasih zdi nepremostljiv. Vendar otroci utelešajo semena upanja za prihodnost. Preprosto potrebujejo ljubezen, nego, pozornost, vzgojo, zgled, da zrastejo v zdrave in srečne odrasle osebe. Obstaja racionalen, vesten popravek smeri. Obstaja podpora svetu, ki otrokom zagotavlja svobodo pred vsemi oblikami zlorabe, indoktrinacije, prisile in nepotrebnih cepljenj.